Slovenska kolesarska YouTube scena na prvi pogled ni tako zelo bogata, zato se morajo naši gledalci večkrat zatekati tudi k tujim vsebinam. Danes bi jaz rad povedal nekaj svojih razmišljanj, svoje videnje te scene in sicer kot njen ustvarjalec. Živijo, en prav lep kolesarski pozdrav. Danes je 8. junij, tako pretežno oblačno vreme in približno 26 stopinj Celzija. Jaz imam prav vsako leto junija rojstni dan, letos jih bo že 53, tako da pričakujem ogromno daril. Karkoli bom dobil, bom tudi pokazal na tem svojem kanalu. Moja današnja vožnja je v bistvu aktivno počivanje v coni 2. Par dni nazaj sem bil z gorskim kolesom na Trstelju, naredil 1000 višincev in mi je števc napisal 3 dni in pol počitka. Tako da je zdaj lahkotno. To progo, kjer se vozim, bom pa dal od spodaj v opis videa, tako da boste imeli link do moje strave. Prav takoj zdaj se bom umaknil z te prometne ceste, da vam bom lahko kaj v miru povedal. Jaz bi rekel, da je nesporni car slovenske kolesarske YouTube scene Matjaž H2. On ima že nekaj čez 4000 naročnikov, lepe oglede videov, tudi redno objavlja, doskrat posname kakšne dirke, tudi dogajanje prej in potem, pa dobi kakšne izdelke za promocijo. V glavnem mislim, da je on number one. Na drugi strani bi pa rekel, da je vzhajajoča zvezda slovenskega kolesarskega YouTuba kanal Anže Adventures. Tudi on zelo redno objavlja video posnetke, hodi na dirke, naredi kakšen do it yourself ali pa predstavi kakšen kos opreme. Anže ima trenutno nekaj čez 700 naročnikov in upam, da bo z vašo pomočjo kmalu prišel do 1000. Mislim, da ima velik potencial in da me bo v kratkem dohitil ali pa celo prehitil. Jaz sem tako na grobo gledano nekje med Matjažem in Anžetom. Počasi se približujem številki 1900 naročnikov, na sceni sem 4 leta, objavil sem 251 videov. Še zmeraj se mi pa dogaja, da tudi po 4 letih dobim včasih kakšen komentar, ko mi nekdo napiše, ravno kar sem te odkril na YouTubu. Tako da je to en lep pokazatelj, da YouTube zelo počasi najde prave gledalce za prave kanale in tudi jaz sem prepričan, da gotovo še nisem odkril vseh kolesarskih slovenskih YouTuberjev. Dejstvo, da slovenskih kolesarskih YouTuberjev ni na pretek, je v tem, ker je to ustvarjanje vsebin kar precej zahteven hobi. Ti moraš naštudirati snemanje, kamero, montiranje, potem kakšne ideje boš uporabil, kako boš vse to povedal. V glavnem je en taka kompleksna mešanica različnih dejavnosti, ki vsakmu niti ne ležijo. Tistmu, ki pa ležijo, vzamejo ogromno let, da vse to skupaj naštudira in res obvlada. Kdor te vsebine rad gleda, nas lahko podpre že na tak način, da klikne na video in si ga pogleda do konca. Jaz zmeraj pustim, da se video odvrti do konca, zato ker to vpliva na YouTube algoritem, kako ga on potem širi naprej. Tudi priznam, če mi je včasih malo dolgočasno, vem, da se je avtor trudil, da ga je naredil. Podporo lahko izkažete tudi z naročnino na kanal ali pa da stisnete kakšen like. Vse to so malenkosti, ki pa lahko ogromno pomenijo. To je isto kot nasmešek, ker te prav nič ne košta, če ga komu daš, na drugi strani pa ogromno pomeni. Jaz v svojih videih ne razlagam, naroči se, komentiraj, lajkaj, ker se mi zdi to brez veze. Vsi moji gledalci ste odrasli ljudje in sami točno veste, kateri video boste všečkali, komentirali in na katere kanale se boste naročili. Ena posebna oblika podpore, tudi priznanje in nagrada za trud je takrat, ko dobiš kakšne izdelke od sponzorjev, da jih potem predstaviš v videu. Jaz sem imel to priliko, da sem lahko predstavljal števce Brighton in njihovo lučko Guardia. Predstavljal sem pa tudi izdelke, ki sem jih kupil povsem sam s svojim denarjem, naprimer svojo specialko, gorsko kolo, števc Garmin in tako naprej. Vem, da je tanka meja med tem, ko postaneš s temi predstavitvami koristen ali pa nadležen. Jaz se bom trudil, da bom predstavljal izdelke, ki so povezani s kolesarstvom, še posebej take, za katere tudi sam ocenjujem, da so kvalitetni in vredni nakupa.
Karkoli se bo pojavljalo na mojem kanalu, bom pa sigurno povedal, kdaj gre za sponzorsko robo in kdaj gre za mojo lastno kupljeno robo. Tako recimo pri tistih elektrolitih se je pokazal neki dvom, da sem bil sponzoriran od firme, ampak ni res. Kupil sem jih s svojim denarjem in jih predstavil lih tako, kakor da bi jih dobil v dar. Jaz zelo rad pogledam tudi kakšne mountain bike videe, predvsem tiste, ki se znajo voziti po trailih, zato ker se jaz ne znam. Med temi kanali mi je všeč Simon Srečkovič. On čisto tako zelo sproščeno pove, brez dlake na jeziku. Potem mi je tudi dober kanal Na dveh kolesih. To je neka ženskica, ki sploh ne vem niti, kako ji je ime. Včasih sama, včasih z možem se vozi po teh trailih. Pogrešam samo, ker nič kaj dosti ne pove. Lahko bi opisala kdaj kakšen trail ali pa mogoče vsaj opremila s podatki, da bi videli dolžino, mogoče višince. Tako. Všeč mi je tudi kanal MTB Nature. Mislim, da je ustvarjalec malo starejši od mene in z električnim gorskim kolesom predstavlja te naše traile. Vsi tej kanali se borijo s številkami, imajo manj naročnikov in ne dosti ogledov, tako da za vse predlagam, da jih čim bolj podprete, če se le da. Jaz tudi nobenega od slovenskih YouTube kolesarjev ne smatram za konkurenco, ker dejansko to ni konkurenca, ampak je obogatitev vsebin. In vsi tisti, ki to radi gledajo, bojo imeli samo še več izbire na razpolago. Tukaj bi rad tudi pozval vse slovenske kolesarje, ki razmišljajo, da bi imeli svoj YouTube kanal. Ne dosti razmišljati, treba je kar začeti snemati in objavljati. Samo se ne posname nič, zmontira tudi ne, leta pa tečejo. Nisi treba preveč beliti glave s tem, kakšno kamero boste kupili in nastavke in vso ostalo šaro. Začnete lahko z navadnim telefonom, ki ga imate zmeraj v žepu. Vse ostalo potem pride samo. Dosti bolj pomembno je, da gledalcem predstavite neko zgodbo, nekaj zanimivega, ker ljudje so žejni teh vsebin. In potem, ko enkrat začneš, potem je treba vztrajati. Potem se začne prava borba, tudi kakšno razočaranje, ker ogledov ni toliko, kakor bi si človek želel. In žal mi je, recimo Aleksej Dolinšek je imel lep kolesarski YouTube kanal in že precej časa ni objavil nobenega videa. Potencial je imel tudi Polanc na biciklu, dobro je zastavil, dobro opremo je kupil in nekako ne dobi niti časa, vem, ima ogromno dela in mogoče ne dobi niti motivacije za snemanje. Mal pogrešam tudi, da bi bolj redno objavljal v Bizi. Mi je zelo všeč kanal, on gre na te dirke in potem naredi voice over in zelo dobro pokomentira, kaj se je na dirki dogajalo. Zdaj je že kar 2 meseca, ko ni objavil nič. Mogoče ni dirkov, mogoče ne vem. Malo me skrbi, kje je Gašper Šircelj. On je šel s kolesom v Indijo, pa okrog Annapurne in tam po Aziji. Zdaj se že 1 mesec ni nič javil, nobenega videa novega ni, niti na komentarje ni odgovoril. Upam, da je samo kakšen banalen razlog, zakaj ne objavlja več in da bo kmalu spet med nami. Se pa vsi zavedamo, da je slovenski trg majhen in da ne moramo pričakovati milijonskih ogledov, tako da sem prepričan, da kakšen slovenski kolesar gotovo nikoli ne bo živel od YouTuba. Se mi zdi pa, da je pri tem snemanju za YouTube še največji problem z idejami. Tudi sam se dostikrat spopadam s tisto mislijo, kaj bi posnel, kaj bi lahko povedal, predstavil, da bo zanimivo, da se ne bom ponavljal. Pri tujih youtuberjih vidim, da kar precej ponavljajo že obdelane teme. Jaz sem do tega malo zadržan, ne želim se ponavljati, čeprav vem, da približno 95% gledalcev ne spremlja vseh mojih videov redno in bi za njih najbrž bila vsaka vsebina dokaj nova. Tistih 5%, ki bi se jim kakšna tema ponovila, pa upam, da tako ali tako radi gledajo mene in da bi me pač poslušali ne glede na to, kaj bi jaz razlagal. Skratka, če se bo kakšna vsebina ponovila, bo to zato, ker je zmanjkalo idej. To sem hotel povedati. Zadnje čase me YouTube precej agresivno nagovarja, naj poleg gumba naroči se, vpeljem še gumb pridruži se. Kdor ne ve, naroči se je zastonj, ti postaneš naročnik kanala, ko se pojavi nov video, si o tem obveščen in to je to. Gumb pridruži se je pa plačljiv. Cena je lahko 2 evra na mesec, 4 evre, 6, lahko tudi 50 evrov na mesec.
Odvisno od tega, koliko določi lastnik kanala. Seveda, če ti nekdo plačuje mesečno naročnino, je prav, da mu za to nekaj tudi ponudiš. Naprimer, ena varianta je ta, da bi jaz objavil video in tem svojim plačljivim članom omogočil, da ga vidijo 2-3 dni prej kot vsi ostali. Druga opcija je, da bi upeljal kakšne klepete v živo, vprašanja, odgovori. Jaz se zaenkrat za kaj takega nisem mogel še odločiti. Sej vem, lepo bi bilo dobiti neko mesečno plačilo od več različnih članov, ampak jaz vam nimam kaj ponuditi za to. Tisto, da objaviš video 3 dni prej, se mi zdi brez veze. Neki pogovori v živo, spet ne vem, kako bi stlačil v svoj urnik. V glavnem, edina opcija bi bila, da vi meni to plačujete in jaz vam ne dam popolnoma nič. Če je kdo za to, naj mi napiše, če ne pa se jaz tega ne bom šel. Upam, da sem vam vsaj malo razčistil to slovensko kolesarsko YouTube sceno. Upam, da ste tudi gledalci dobili nek nov pogled v ta kompleksen hobi YouTuba in da mogoče malo drugače gledate na vse skupaj. Jaz se bom še naprej trudil za objavljanje čim bolj koristnih in lepih video vsebin. Do takrat pa hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau.